Še enkrat lep pozdrav vsem. Duhovna podoba vsakega človeka je skrivnostna. Kadar pa stojimo pred podobo prijatelja, kot je bil dr. Štefan Faleš, je podoba še bolj skrivnostna, hkrati pa mikavno razdevajoča se. Ko je grški filozof Aristotel razmišljal, kako to, da je bistvo vsakega bitja tudi to, da se odkriva, razodeva, je ugotovil presenetljivo dejstvo. Bolj, ko je bitje popolno, bolj se nam razodeva. V tem pogledu skrivnostna podoba našega prijatelja Štefana ni le skrivnostna, ampak se nam vedno bolj razodeva, kar tudi prispeva ta simpozij. Moje osebno odkrivanje Štefanove duhovne podobe je bilo postopno. Kot študent teologije sem ga prvič srečal v Slovensko papeškem zavodu v Sloveniku ob neki slovesnosti. To je bil lep prijazen stisk roke. Prvi daljši pogovor pa sem imela po telefonu v času vojne v Sloveniji. Sam sem bil takrat v Rimu na poti iz Kanade. Zvedel je, da sem tam in me je poklical, sem mi predstavil, jaz sem imel en bežen spomin o tem priimku v Rimu. No in namen tega pogovora, tega telefona je bil, da bi naj posredoval pri ugledni izraelski reviji La Civiltà Cattolica, da bi tudi tam kaj storili za samostojno Slovenijo. Jaz sem potem telefoniral kolegu mojemu, ki je bil tam odgovorni urednik, pa je rekel, da takrat, ko je bila vojna v teku, da so številko že pripravili, da pa bodo o tem poročali v naslednji številki. Prve osebne in prijateljske stike pa so začela plesti ob mojem prehodu na Radio Vatikan, kjer sem od jeseni leta 1994 do avgusta 2010, torej nekaj meseca po njegovi smrti, vodil slovenski program. Zadnji sem ga videl nekaj dni pred smrtjo, decembra 2009. Ko sem prišel na Radio Vatikan, je Štefan bil veleposlanik iz Slovenije pri Svetem sedežu. Torej, to tretje obdobje je bilo najbolj razdevajoče se. V teh nekaj minutah bom skušal podati nekaj podatkov, osebnih spoznanj Štefanove skrivnosti, ki jih lahko javno povem, njegovih moralnih odločitev in pa življenjski drž. Štefan je bil vse življenje živahen človek. Po vpisu na Univerzo v Ljubljani, se pravi po maturi pa potem pred 10 leta, je kot 19-letni dijak študent imel slavnostni nagovor pred nekaj tisoč glavo množico v Beltincih ob 20-letnici priključitve predporja Jugoslavije. Druga svetovna vojna je začela koriti njegovo življenjsko pot v Beogradu, kjer je bil študent praktikant pri ministru Antonu Porošcu. Po bombardiranju Beograda se je 3 mesece peš prebijal preko Niša in Dalmacije v Ljubljano, kjer je po zaobljubi, če bo postal živ, stopil v bogoslovje. Torej, ta zaobljubljena sta na poti iz Beograda, Niša, Črne gore pa gor do Ljubljane. Leta 1942 je bil že študent teologije na propagandi Fide v Rimu. Po letu dni je po posvetu s patom Antonom Prešernom, ki je bil Slovenec, asistent pri Ziti za slovanske dežele in pa papežev svetovalec spovednik, izstopil iz bogoslovja in se zaposlil na Vatikanskem uradu, kot je rekel že, za begunce, kot bivši uslužbenec jugoslovanske vlade. Ko je bil v vatikanskih uradih, je tam spoznal poznejšega prijatelja Giulija Andreottija, sedemkratnega predsednika italijanske vlade in pa sorodnika njegove žene. Po vojni ga je papež Pavel VI, takrat je bil še monsinjor v Vatikanu, poslal na študij v Združene države, kjer je doktoriral iz prava na Loyola University v Chicagu.
Po študiju ga je pot preko Venezuele, kjer je vodil farmo, veliko pod Prekmurjem, pripeljala nazaj v Rim, kjer se je poročil s plemkinjo Jožico. To so bila leta pretresov, iskanj, odločitev, negotovosti, pa tudi kovanja trdne in sproščene osebnosti. Ko pozorno premislimo navedene podatke, je očitno, da se je Štefan v fantovskih letih, ko fant je navadno mislil na potegavščine, srečeval z izjemno močnimi osebnostmi, ki so globoko in globodejno vplivale na oblikovanje njegovega značaja. Med Štefanovimi temeljnimi državami naj posebej naglasim 4. Ljubezen do Boga in do cerkve, do Boga tako, da je gojil zakrmentalno življenje, praktično vsak dan je bil pri maši, potem do cerkve pa s konkretnim delom in gmotno pomočjo. Vrhunec je bilo sodelovanje pri organizaciji in izvedbi apostolskih potovanj papeža Jana Pavla II. V prvih 5 letih njegovega papeževanja, ko je pripravil in organiziral skupaj z Marcinkusom, takratnim predstojnikom Vatikanske banke IOR, 17 papeževih potovanj. Na svoj način je pomagal Stolni cerkvi pri oznanjevanju evangelija v prelomnih časih in v prehodu v 3. krščansko tisočletje. On se rad pošalil, da je, kot je rekel, da je papež nosil kovčke, ampak vsi, ki so bili v ožji ekipi, ki so pripravljali papeževa potovanja, so imeli izjemno odgovorne službe, ne samo glede varnosti, ampak da so vsi bili zadolženi, da opazujejo, kaj se dogaja v deželi, v kateri papež biva. Torej, to so bile izredno izbrane osebnosti, ki so imele to sposobnost v nekaj dneh razumeti nekatere ključne stvari v deželi, ki jo papež obiskal. Papežev obiski ni samo, da papež prije nekaj pove, pa gleda. To je zelo točno preštudirana dejavnost. In zato so bili v teh ožjih ekipah res izjemni ljudje. Potem ljubezen do družine, žene in otrok. Sam sem se lahko prepričal, kaj se je storil, da bi olajšal trpljenje svoji ženi, ko je v zadnjih letih mučila težka bolezen. Recimo je peljal vsem mogočim zdravnikom. V Slovenijo, na Češko, Slovaško, potem v Ameriko, potem Francijo, po Italiji, je bil stalno ob njej, ko so delali vse mogoče preiskave. No in še nekaj, ko smo jo pokopali, je po opravljenem obredu prestopne zaprosil, torej grobnico imajo ob severu od Rima, ob enem lepem jezeru, in to je hišna grobnica, v Italiji imajo več vrst grobnic. Prva družina ima v stavbi nekaj grobov, torej podravno položijo, bolj premožna družina ima pa recimo v vogalu, cel vogal in tam potem ali pokopali v zemljo ali pa nad zemljo in je to zaprt prostor, iznotraj je potem prostor za zbranost, za molitev. No in on je potem nas tam zaprosil, naj ga pustimo samega v grobnici, da se dokončno poslovi od svoje žene. Ko je prišel
iz družinske grobice je bil tako veden, miren in kot da je pač opravil eno od dužnosti. Pravi, da se je tam res notranje zbral in umiril in zastavil pot v prihodnost. Potem ljubezen do karizme reda. Vitez kaže ljubezen do karizme reda na vrsto načinov. Kolikor sem lahko opazil, je vitez Aleš veliko dela posvetil utrjevanju lepih vezi in odnosov najprej znotraj reda. Najprej za to skrbel. Z enako vnemo je skrbel za ugled reda navzven, ko je bil v srednjem vodstvu reda in kot veleposlanik reda na več krajih. S posebnim veseljem in zavzetostjo je spremljal ponovno ukoreninjanje karizme reda v slovenski prostor. O tem sta se veliko pogovarjala, kaj podzeti, kakšno stvar zastaviti, kako so razmere dejansko pri nas, če je bilo tukaj kaj napeto, ali je to stvar naših notranjih odnosov, ali je to stvar tudi delovanja nasprotnikov od zunaj, to so mi vse predebatirali. No, to glede reda, potem četrta točka pa je ljubezen do domovine in slovenskega ljudstva. Rojen je bil in odraščal je v letih, ko je bilo domoljubje v slovenskem kulturnem prostoru na višku. Moram pa tudi povedati, da je zaradi ljubezni in denarja počel kot v bistvu politični begunec. Imel je 1000 razlogov, da bi lahko odpisal slovenstvo in se zapisal v tujini. No, tega ni storil, ker bi se s tem odpovedal svojemu prebojenemu delu osebnosti, ustvarjalnosti in pa podjetnosti. To mi je tako večkrat tako povedal na fin način. No, ampak vse to, da je bil v ustvarjalnem pa to, pa mu ni zagotavljal uspeha v tujini. Se pravi, da je uspel in da je tako uspel, kot je, to je skrivnost. Nekateri pravijo, da je zaradi podjetnosti, nekateri zaradi družinskih vezi, potem zopet drugi zaradi konjunkture gospodarstva v Italiji pa to. To vse drži, ampak do neke mere. Recimo, ena taka stvar, ki da videti njegovo podobo, je odločenje na poslovni ravni. Na tej ravni je dajal prednosti etičnim načelom in ljubezni do ljudi in je zvesto ohranjal dobre odnose. Simon pripovedoval mi je, kako so v Rimu, v prvih letih je zgradil nekaj 1000 stanovanj v Rimu, svojim podjetjem. In zato so nabili pač nova področja okrog Rima kot zazidani prostor in kako so to
takrat dosegli na občini, ne s podkupovanjem, ampak tako, da so svetniki, občinski svetniki se dogovorili, da recimo tisto področje, kjer so oni mislili, da bo gradnja najlažja, pa tudi najbolj dovzetna za kupce, da so tista področja potem svetniki na občini predlagali kot zazidalna, potem, ko so jih ti pregledali in ko so se pogovorili z lastniki teh zemelj in so potem to razliko med gradbeno parcelo in navadno parcelo dali lastnikom. Niso mi prej kupili, pa potem bi sami skasirali. Ampak to so dali. Recimo, tako je Vatikan imel ogromna, torej nekaj tisoč hektarjev v bližini Rima. To so potem storili, da je to postalo zazidalno in razliko je potem dobila cerkev za svoje delovanje na področju šolstva. Moramo vedeti, da cerkev po svetu vodi 140.000 šol. In to jih glavno financirajo iz Rima. No, za njega osebno pa je pomembna ta odločitev. Proti koncu leta, to mi je sam pregledal, proti koncu leta 1991, ko je vse kazalo, da bo Jugoslovanska ljudska armada nadaljevala boje na Hrvaškem in v Bosni in Hercegovini, sta prišla k doktoru Faležu dva velika trgovca z orožjem iz Argentine in ga nagovarjala, naj posreduje pri prodaji orožja hrvaški vladi, ki je nujno potrebovala orožje za obrambo in so jo zahodne vlade bojkotirale. Obljubila sta mu zaslužek od 15 do 20% vrednosti orožja. To je takrat bilo desetine, če ne stotine milijonov dolarjev. In on je rekel meni, da je rekel, da pridete jutri in je ponudbo z gotovim dobičkom odklonil in mi dejal, da ni hotel biti odrežen pri prelivanju krvi. Posel je vstopil svojemu prijatelju, ki je pri tem zelo veliko zaslužil in je danes zelo bogat državljan na Hrvaškem. Na poseben način zarisuje njegovo podobo, njegov odhod iz tega sveta. Tudi v tem je izpolnil redovniški ideal, da naj dober redovnik na poseben način počasti svojega stvarnega in gospoda ob vstopu v večnost. On je umrl na poti v bolnico, potem, ko par dni pred tem je padel v sobi, si poškodoval glavo, je bil to manjši pretres in potem je pač na poti v bolnico, ker sta bila oba sinova, ki sta prišla iz Švice, je potem pač umrl in so v tem mrtvega prebrali v bolnico. Njegov pogreb je bil zelo veličasten v cerkvi blizu ambasade na ulici Via della Conciliazione, ulici Sprave, kamor je Neriška zahajal Tomaš preden je šel v urad. No, če tako pogledamo vse te vidike, vidimo, da se je odločal kot kristjan, kot redovnik, kot Slovenec, prav gotovo, in pa tudi kot oseba, ki je mislil zmeraj daleč naprej. Je bil star 87 let
je kupil hotel v Firenci, en star samostan, ki so ga potem predelali v hotel. In se ga vprašal, kako pa dela tam tečejo. Je rekel, veste, tako, dokaj hitro, končam bo v 5 letih, ampak jaz imam načrt za drugo. Ko so stvari stekle, je on že na to drugo. No, to pri teh letih, se pravi, da je bil izredno priseljen in pa spremljal pa je vse, kar je utegnil iz Slovenije, pa iz sodelovanja s cerkvijo, pa tudi svojega področja. Kolikor sem lahko zvedel, so ta področja bila izjemno široka. Od bančništva do gradbeništva, do trgovanja z nepremičninami, do organiziranja raznih potovanj. Recimo, dvakrat je popeljal diplomate pri Svetem sedežu v Slovenijo, da jo vidijo, da jo obiščajo in to pred obiskom svetega očeta Janeza Pavla II. V Sloveniji. Tako da lik dovoljno podobo, vse, kar povemo, drži, je pa še mrej več. V tem smislu je bil odprt življenju v pravem krščanskem pomenu. Hvala. Spoštovani, prisrčen pozdrav najprej sorodnikom, vsem ostalim, ki se še danes nismo srečali. Moja naloga je, da naj bi v kratkem prikazal življenjsko pot in delo dr. Faleža. V tem času je za tako velikega moža, ki je toliko delal, zato bi bilo potrebno nekaj dni, ampak samo v utrinkih, v nekem skromnem obsegu sem se potrudil, da bi pokazal njegovo življenjsko pot. Štefan Falež je bil rojen 3. decembra. En slovenski mož, velik je tudi bil rojen 3. decembra, to je bil France Prešeren. V Orehovi vasi, v občini Hoče Slivnica, pri Mariboru. Leta 1940 je maturiral na klasični gimnaziji v Mariboru, nato pa se je vpisal na pravno fakulteto Univerze v Ljubljani. Po zgledu očeta Štefana je že kot študent prava na Ljubljanski univerzi vstopil v politično življenje takratne Kraljevine Jugoslavije. Po nemškem letalskem napadu aprila 1941 na Beograd, ki ga je doživel kot uslužbenec na prosvetnem ministrstvu, se je vrnil v Slovenijo in decembra istega leta odšel v Rim. Od februarja leta 1942 do 1944 je deloval kot uslužbenec veleposlaništva Jugoslovanske kraljeve vlade pri Svetem sedežu. V službi na veleposlaništvu se je odrekel zaradi sporazuma med londonsko vlado in Narodno-osvobodilno vojsko. To je konec sporazum Tito-Churchill. To je bilo konec leta 1944. Ob koncu druge svetovne vojne je odšel v Združene države in po vrnitvi v Rim dokončal študij prava. Leta 1949 je v Univerzi Loyola v Chicagu opravil podiplomski študij iz mednarodnega prava in dosegel doktorat znalcev na pravnem področju. V Rimu je deloval pri komisiji za begunce zavezniške vojaške vlade in pri uradu Ameriške škofovske konference za pomoč razseljenim osebam. Štefan Falež v vseh letih življenja v tujini nikoli ni pozabil domovino. V sebi je nosil neizmerno željo po samostojni državi Sloveniji. Ne glede na zaposlenost, je bilo vsem, ki na to osnovno pravico pozabljajo in jo zapostavljajo. Tako Štefan Falež pred 62 leti. Ta časopis, Slovenska država, je bil edini časopis tudi v zamejstvu, ki je neprestano nekako obračal našo pozornost v to, kar se kasneje tudi zgodilo, in o tem bom pa zdaj v nadaljevanju
Torej, na koncu bom o tem več pregovoril, še nekaj še. Sredi 60-ih let njegovo dejavnost bom poskušal v kratkih potezah opisati. Nekaj bo pa govora še potem pri drugih prispevkih. Sredi 60-ih let preteklega stoletja začne v Rimu z lastno dejavnostjo na področju turizma, hotelirstva in gradbeništva. Tako je sodeloval pri več pripravah apostolskih potovanj papeža Pavla VI. In papeža Janeza Pavla II., ki mu je zato podelil naziv papeškega dvornika. To mu je omogočalo številna srečanja in stike z najvidnejšimi politiki v svetu. Naj dodam, da je dr. Falež v tem času veliko naredil tudi za slovenske rojake zunaj meja domovine, še posebej za Slovence v Rimu in Italiji. Posebno obdobje v njegovem življenju pa pomeni čas demokratičnih sprememb in rojstvo samostojne slovenske države. Njegovi dobri stiki z Vatikanom, Italijo in drugimi demokratičnimi državami so bili pomemben dejavnik pri rojstvu mednarodnega priznanja Republike Slovenije. Do mednarodnega priznanja Slovenije je bil najprej pooblaščeni predstavnik, nato pa do maja 97 veleposlanik Republike Slovenije pri Svetem sedežu. Odstopil je na lastno željo. Ampak v razmerah in okoliščinah, ki so ga načelno silile v to dejanje. Povem, za to delo je dal brezplačno na razpolago svoje prostore v Rimu in prejemal najmanjšo možno plačo v višini $1 takrat. Ob različnih priložnostih mi je večkrat potožil, kako ga boli in skrbi, ker se Slovenija tako težko ločuje od nedemokratičnih in zgrešenih pogledov in ravnanj v preteklosti. Vse do zadnjega je pomagal različnim slovenskim politikom, ne glede na politično prepričanje pri stikih z Vatikanom, pa tudi pri drugih stikih, kjer je bilo to mogoče. Od leta 1997 do leta 2001 je bil dr. Falež veleposlanik suverenega malteškega viteškega reda pri Svetem sedežu, nato pa veleposlanik istega reda v Srbiji in Črni gori. Leta 2006 je bil imenovan za svetnika veleposlaništva Republike Slovenije pri Svetem sedežu Slovenije. Na poslovnem področju je bil predsednik hotelirske družbe Hotel Invest Italia, upravljal hotele v Rimu, Neaplju in Milanu, kot tudi predsednik družbe Healthcare Italia, ki upravlja bolnišnico Rome American Hospital. Nekdanji predsednik Republike Italije, Carlo Ciampi, ga je maja leta 2003 imenoval za Cavaliere del Lavoro, za viteza dela. Sodeloval je pri obeh obiskih papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji. Veliko je pomagal in sodeloval pri beatifikaciji škofa Antona Martina Slomška in ureditvi Slomškove rojstne hiše. V znamenje hvaležnosti mu je Slovenska škofovska konferenca leta 2006 podelila najvišje cerkveno priznanje odličje svetega Cirila in Metoda. Dr. Štefan Falež je bil tudi član Slovenske asociacije suverenega malteškega viteškega reda. Njegova je zasluga, da danes lahko praznujemo 10-letnico naše ustanovitve. Hvaležni smo mu za vso podporo in pomoč. Bil in ostal nam je zgled pokončnega moža, iskrenega Slovenca in kristjana, osebnost, ki smo ji dolžni vse naše spoštovanje. Bog ga je poklical k sebi na Marijin praznik 8. decembra 2009. Naj mu bo pravičen sodnik in hvaležen plačnik, mi pa zanj molimo. Hvala lepa za pozornost. Hvala lepa, Tadej, jaz sem samo tako nekako, na zunanjem ministrstvu, tako da mislim, da je to najmanj pomembno. Še enkrat, gospod Janez, vsi Faleževi, vsi, ki ste prišli z Orehove vasi, obiskovalci tega večera, so bratje v viteštvu, izjemno čast mi je, da lahko tudi sam dodam kakšno besedo o dr. Štefanu Faležu in ta prispevek sem naslovil dr. Štefan Falež, ponosen Slovenec in velik diplomat.
mogoče bo v tem prispevku kakšna beseda, ki se bo ponovila. To se pravi nekaj faktografije, nikoli ne škodi, zato da bomo na koncu odšli domov in bomo vsi natančno vedeli, kam je hodil v šolo, pa kako je šel v Beograd in še kam. Govoriti ali pisati o prijatelju, vzorniku in sodelavcu je vedno težko. Nenehno se giblješ na meji, ko ne želiš vpletati čustev, ko se zavedaš, da lahko nezavedno izpustiš pomembne drobce posameznikovega življenja in dela, ter se v svojih mislih giblješ med osebnostjo, kakršno lahko objektivno doživlja širša javnost, ter profilom, ki ga doživljaš ob globljem poznavanju osebnosti in ne zgolj posameznikovega javnega delovanja sam. Zato bo današnji prispevek v želji osvetliti osebnost prijatelja Štefana kot diplomata, kakor sem ga doživljal v času nastajanja samostojne slovenske države, ter kakor sem ob njegovem delu za Republiko Slovenijo in kasneje za suvereni malteški viteški red tudi sam oblikoval svojo poklicno pot v diplomaciji. Kot so že predhodniki povedali, je dr. Faleš prehodil zanimivo pot od rojstne Orehove vasi, gimnazije v Mariboru, študija na Pravni fakulteti v Ljubljani. In tu pravzaprav prvič pridemo do tega, da ga zanimanje za javno dobro na družinski podlagi, na podlagi zanimanja za službi odrekel, ostal pa na komisiji za begunce Zavezniške vojaške vlade ter v uradu Ameriške škofovske konference za pomoč, ki se imenuje Catholic Relief Services. No in ko je ostal v tej službi do leta 1949, se je odpravil na to v ZDA na podiplomski študij mednarodnega prava na Univerzi Loyola v Chicagu, kjer je doktoriral iz pravnih ved, kar je pa pravzaprav v smislu formiranja osebnosti en tak pomemben mejnik, ker je iz prakse, iz dela v različnih mednarodnih organizacijah in ob študiju sebe oblikoval v osebnost, ki je imela široko podlago v znanju in pa seveda žal tudi v tisti praksi, ki so jo prinesla vojna in pa potem povojna leta. Obenem je pa čikaško obdobje izjemno pomembno za razumevanje globih ozadij njegovega kasnejšega diplomatskega delovanja. Ker kmalu po teh čikaških letih, to se pravi po letu 1954, se tisto prvo obdobje njegovega javnega delovanja ali pa diplomatskega delovanja neha. Namreč Štefan je v čikaških letih, kot je bilo tudi že rečeno, sodeloval kot pobudnik v odboru za svobodno Slovenijo in kot soustanovitelj časopisa Slovenska država. No, to zanimanje za svobodoljubno ali pa svobodomiselno časnikarstvo ga je kasneje, kot je sam rekel, drago stalo. Ena njegovih najdražjih zabav je bila soustanoviteljstvo časopisa Slovenec, ki je žal potem relativno hitro končal. Pa vendarle Štefan je pri soustanoviteljstvu Slovenske države mislil zares, pa ne samo pri časopisu, ampak tudi kasneje pri državi sami. No, po letu 1951 ga je Sveti sedež imenoval za predstavnika Mednarodne katoliške komisije v Venezueli in Kolumbiji, kjer je ostal do leta 1954, nato pa za kratko postal generalni sekretar na sedežu te komisije v Ženevi. No in kot sem že prej dejal, se je leta 1954 zaključi to prvo diplomatsko obdobje, saj se je razgledan, izobražen, ambiciozen in, kot je pater Janez lepo povedal, s čustvi tudi že globoko na Apeninskem polotoku, odločil, da se bo preizkusil v poslu in na to v več desetletjih postal prepoznavna figura v hotelirstvu, turizmu, gradbeništvu ter zdravstvu.
A četudi je deloval v poslovnem svetu, je bil nenehno povezan z življenjem cerkve, tudi tako tesno, da je v obdobju od leta 64 do 85 sodeloval pri tehnični organizaciji 34 papeževih potovanj. Če se ne motim, jih je bilo 9 papeža Pavla VI in potem še 25 pa Janeza Pavla II. In potem pridemo počasi do slovenske pomladi, rojstva države in njegovega ponovnega vstopa na diplomatski parket. Prebujanje te slovenske pomladi, prve demokratične volitve v Sloveniji po drugi svetovni vojni ter vključenost krščanske demokracije v spremembe v domovini so spet prebudile diplomatskega duha dr. Štefana Faleža. On tudi v letih ukvarjanja z gospodarstvom ni zanemaril stikov s prijatelji in somišljeniki, s katerimi je ali študiral ali sodeloval v okviru cerkvenih organizacij. Tesna povezanost s predsednikom italijanske vlade Andreottijem ni bila naključna, saj jo je prijateljstvo, še zlasti pa krščansko življenje, povezovalo še iz študentskih let. Podobno je bilo s predsednikom zunanje političnega odbora v italijanskem parlamentu Flaminijom Piccolijem ali visokim predstavnikom krščansko-demokratske stranke Bernasolo, če naštejem le nekaj imen, ki so bila ključna v obdobju, ko je Slovenija iskala in potrebovala oporo in podporo v mednarodnem prostoru. Nobenega dvoma ni, da je v obdobju nastanka slovenske države bila ključna pomoč evropskih demokrščanskih politikov, ki so razumeli ne samo dogajanje v Jugoslaviji, pač pa tudi padec Berlinskega zidu ter demokratizacijo in globoke družbene ter ekonomske spremembe v državah na napačni strani železne zavese. In med temi politiki so bili, poleg teh italijanskih, ki sem jih naštel, predsednik luksemburške vlade Jacques Santer, potem je bil ravnokar preminuli predsednik belgijske vlade Wilfried Martens, pa predsednik nizozemske vlade Ruud Lubbers, pa seveda nemški kancler Kohl, pa avstrijski podkancler Buzek ter zunanji minister Alois Mock, da ne govorim o Maggie Thatcher, ki je bila ravno tako sicer na svojstven način eden od stebrov demokrščanske ali pa konzervativne evropske politike. In to je bil milje, v katerem se je gibal Štefan, in to so bili njegovi kontakti ali pa vezi, ki so v desetletjih njegovega življenja v Italiji seveda prišli novi domovini ali pa novo nastajajoči samostojni domovini kot naročeni. Dr. Štefan Falež je pravzaprav živel za te zgodovinske trenutke. Ideje iz 50-ih let, ko so mladi slovenski izseljenski intelektualci sanjali slovensko državo, se je v drugi polovici 80-ih let vedno bolj konkretno izrisovalo v kontekstu evropskih sprememb, zato je bila vključenost uspešnega izseljenca, uveljavljenega gospodarstvenika ter spretnega diplomata nadvse potrebna. Kam sežejo povezave dr. Faleža, se je že v prvih mesecih delovanja pričal predsednik tedajše republiške oziroma regionalne vlade Peterle, ko so se mu po leti 1990 v Rimu in Vatikanu odpirala vrata, ki so bila redko odprta za predstavnika jugoslovanskih zveznih oblasti, običajno pa za njih zaprta. Četudi je bil dr. Falež za prvega predstavnika vlade Republike Slovenije imenovan šele 31. januarja 1991, je prvi pomembnejši obisk v Slovenijo pripeljal še v času SFRJ, ter tik po nastopu vlade Lojzeta Peterleta, ko je septembra 90 na tabor krščanskih demokratov na Ptuj pripeljal zastopnika predsednika italijanske vlade Andreottija in italijanskega ministra za promet Carla Berninija. No in od takrat naprej mi je bilo dano, da sem bila v pogostih stikih, tako službenih, velikokrat pa tudi čisto zasebnih. Naj mi bo dovoljeno o dr. Faležu spregovoriti tudi skozi prizmo dogodkov, ki so redko kje zapisani, govorijo pa o njegovem odnosu do države in domovine, pa tudi o njegovi globoki veri ter načelih, od katerih
ni odstopal. Razglasitev samostojnosti Republike Slovenije je bila priložnost, da bi na ta dogodek prišli tudi najvišji predstavniki sosednjih držav, seveda tudi italijanske vlade. Žal pa so poročila o oklepnih vozilih jugoslovanske vojske na meji proti Italiji pustile posledice in tako je bila delegacija, ki se je iz večnega mesta namenila v Slovenijo, zelo majhna. Dr. Falež, dr. Rebernik in uveljavljeni rimski časnikar Rosario Kakamo so najavili prihod na letališče v Trstu, kar se je še dopoldne tisti dan zdelo bolj kot ne rutina. Lojze Peterle me je prosil, da sam poskrbim za prijatelje iz Rima, zato sem se že zgodaj popoldne odpeljal proti Trstu. No in tisto lepo, mirno popoldne se je nekako v Sežani končalo, saj so oklepna vozila in tanki jugoslovanske vojske zaprli vse ceste in do meje se preprosto ni dalo priti. Iznajdljivi slovenski policisti so me vendarle pripeljali do meje mimo mejnega prehoda ter me v sodelovanju z italijanskimi kolegi spustili v Italijo. No in na letališču na Ronkah sem dr. Faležu povedal, kakšne so razmere, da niso rožnate, da je dogajanje na meji nepredvidljivo. In seveda to za njega ni bil faktor, zaradi katerega bi se ustavljal. No in ko smo se pripeljali na mejni prehod Fernetič, je bil ta popolnoma opuščen, na italijanski strani so bili vsi karabinjeri varno skriti. In ko smo želeli vstopiti v takrat še Jugoslavijo, so nam dali jasno vedeti, da prav nismo popolnoma pri sebi, da rinemo v Jugoslavijo. Kazali so nam oklepna vozila, ki so imela cevi obrnjene na mejni prehod in nam ponudili, da ostanemo na njihovi strani. Še zadnjič sem dr. Faleža in gosta vprašal, če so še pripravljene iti v Ljubljano. Odgovor, ki sem ga dobil, je bil seveda lasten Štefanu, kot sem ga kasneje še velikokrat doživel. Samostojno Slovenijo sem čakal toliko let, da če tudi je to zadnja stvar, ki jo doživim, je to. In dali smo glavo med ramena, ter se popolnoma sami odpeljali proti Sežani. Hvala Bogu, brez ognjenega pozdrava v zgodovinski slovenski večer. Z razglasitvijo samostojnosti slovenske države pa se je začel drugi, težavnejši in manj romantičen del državnosti. Najprej bo treba pridobiti kritično maso podpore, ki bi razjarjeno vodstvo jugoslovanske ljudske armade odvrnilo od uničenja novo nastale države ter pridobiti potrebno podporo za mednarodno priznanje. Tudi tu se je kazala diplomatska spretnost Štefana Faleža, ki je preko italijanskih demokrščanskih politikov uspel neutralizirati vpliv socialističnih sil, ki ga je v italijanski vladi z ekstravaganco, včasih pa tudi z aroganco, poosebljal tedajni zunanji minister De Michelis. Te sile, predvsem tiste z materialnimi interesi v Jugoslaviji in s povezanostjo v okviru socialistične internacionale, se v Evropi, pa tudi ZDA, niso zlahka sprijaznile z razpadom Jugoslavije. Zato je bilo potrebno veliko spretnosti, časa in potrpljenja, da se je tehtnica januarja 1992 dokončno, za mnoge pa tudi nepričakovano hitro in v velikem številu nagnila na stran Republike Slovenije ter pravice narodov do samoodločbe. Takrat sem nekajkrat od blizu doživel Štefana Faleža kot diplomata v rimskih uradih, pri poslancih in senatorjih, kardinalih in škofih, katerih večina je bila seveda tudi v gostoljubni obdelavi v hotelu Holiday Inn ali v nekoliko prestižnejši Minervi. Dr. Falež je znal sogovorniku predstaviti stališča na način, da jih je leta na koncu ponotranil in jih sprejel za svoje. Za tiste, ki smo poznali vatikansko zadržanost v mednarodnih odnosih, je bilo priznanje slovenske samostojnosti 13. januarja 1992 presenečenje, sem se pa takoj zavedal, da ima to presenečenje v resnici tudi ime. Štefanu, kot večini sogodomiselnih in zavednih Slovencev doma in po svetu,
se je takrat namreč uresničevala še nekaj let nazaj nepredstavljiva želja. Slovenija je postajala mednarodno priznana samostojna država. Veleposlanik Republike Slovenije je postal 22. julija 1992 ter se še bolj zavzeto lotil spletanja tesnih vezi med Republiko Slovenijo in Svetim sedežem. Njegova poročila so bila vedno kratka in jedrnata. Nikoli ni povzemal člankov, ali pa ne rad, ni povzemal člankov iz časopisov, saj je imel zaradi svojega karakterja, znanja in vedenja zelo veliko sogovornikov ter virov informacij, kakovostnejših, kot pa so bili zgolj novinarji. O uspešnosti tega njegovega dela govorijo številni obiski predstavnikov vseh vej slovenskih oblasti, ki so se v času njegovega mandata zvrstili na vljudnostnih obiskih ali uradnih srečanjih v Vatikanu. Od šefa države, vlade, parlamenta, posameznih ministrov, parlamentarcev in tako naprej. Da ne govorim tudi o športnikih, skratka vse, ki se mu je zdelo, da dostojno predstavljajo ugled in dosežke Slovencev, je z veseljem povabil in uredil avdienco pri Svetem očetu. Krona tega dela je nedvomno obisk Svetega očeta v Republiki Sloveniji maja 1996, ki ga je v veliki meri zasnoval ter držal vse niti med vatikansko administracijo ter slovenskimi oblastmi ravno veleposlanik dr. Falež. Že predtem je, dobro poznavajoč delovanje vatikanskih hodnikov, izposloval, da se je Republika Slovenija uvrstila v vrsto držav, ki Vatikanu podarijo božično drevo ter poskrbijo za božično okrasje uradnih prostorov. Slovesnost ob osvetlitvi božičnega drevesa leta 1996 je sijajno sovpadala z zahvalnim romanjem za papežev obisk, od takrat naprej po vatikanskih vrtovih kot avtohtona predstavnica slovenskih gozdov nastopa tudi slovenska Buku, ki jo je zasaril tedanji minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter bivši predsednik naše asociacije dr. Jože Ostrc. Leta 1997 je dr. Falež poslal predsedniku Republike Slovenije Milanu Kučanu odstopno izjavo, saj se ni mogel strinjati z nenehnim kulturnim bojem, nerazumljivim konfliktom v slovenski družbi, namenjenem slovenski cerkvi. Zato se je odločil, da preprosto svojega poslanstva kot veleposlanik ne more več opravljati, ker ne more biti kot katoličan predstavnik države, ki odprtih vprašanj med državo in katoliško cerkev ne želi oziroma ne ureja. Po razrešitvi ni počival, ampak je že istega leta postal veleposlanik pri Svetem sedežu, Malteškega viteškega reda pri Svetem sedežu, kar je ostal do leta 2001. Kasneje od 2002 do 2006 pa je bil nerezidenčni veleposlanik reda v Srbiji in Črni gori. Leta 2006 je bil kot diplomatski starosta imenovan za diplomatskega svetnika na veleposlaništvu Republike Slovenije pri Svetem sedežu, kar je pro bono. In namesto zaključka, dr. Štefan Falež s svojim delom izpričuje, da je za poklic potrebno najmanj naslednje: poklicanost, nadarjenost, dobra izobrazba ter predanost. Večkrat je o sebi govoril kot o štajerskem outbixerju. Moli in delaj je bilo njegovo vodilo, ker mu je skupnost veliko dala, se je čutil dolžan tudi veliko vrniti domovini, rojstnim krajem in tudi tujini, kjer je večino časa živel. Profesionalno je bil dosleden in tako se je na primer enako zavzeto prizadeval za vatikansko odlikovanje vseh nosilcev oblasti ali zaslužnih posameznikov. To so mu, še zlasti nekateri nekdanji komunisti in novi demokrati silno zamerili, saj niso poznali profesionalnih uzanc ter manir, v katerih deluje civiliziran svet in urejene diplomacije. Poleg
duhovnosti, poleg Boga in cerkve, o katerih je govoril že pater Sraka, je bila Štefanova ljubezen seveda njegova družina, njegova zadnja leta zelo bolehna soproga ter otroci in vnuki, prava strast pa gospodarstvo in diplomacija na najvišjem nivoju. Še danes, ko se kot diplomat včasih z nekajletnim premorom sprehodim po Via Conciliazione tja proti Svetemu Petru, podoživljam najne številne trenutke v Rimu, Sloveniji ali dolge telefonske pogovore. Dr. Faleš je bil načelen, odločen, iskren, globok in velikodušen sogovornik. Povedal je tisto, kar je bilo potrebno, pa če tudi to komu ni bilo všeč. Ni mu bilo potrebno ugajati, zato je lahko deloval, kot je po vesti in profesionalnem znanju vedel, da je prav. Nekateri so ga vrsto let potrebovali le kot vezo za obisk svetega očeta ali katerega od kardinalov, zato je bil na stara leta včasih nad njimi nekoliko razočaran, pa tudi nad stanjem duha med slovenskimi politiki. Bil pa je zato toliko bolj vesel tistih, ki so prihajali v Rim tudi ali samo zaradi njega. Štefan je bil najprej in predvsem sijajen človek. Zato pa je bil, poleg vsega drugega, lahko tudi uspešen diplomat.